Pozdrav še enkrat vsem v mojem imenu. Zdaj za danes smo napovedali tiskovno konferenco v vezi vložitve zahteve za ustavno presojo zakona o integriteti. Ta zakon je skupina poslancev vložila, oziroma to zahtevo za ustavno presojo skupina poslancev vložila včeraj. Mi smo mnenja, da poročilo protikorupcijske komisije v nobenem trenutku, ko je izdano, ne bi smelo vreči sence dvoma na pravilnost in korektnost nadzora nad katerimkoli funkcionarjem v tej državi. Zdaj, v tem obdobju je nekako prišlo ven, da nad vsaj 3 funkcionarji ti postopki niso bili vodeni korektno. Zdaj v zadnjem obdobju gre za primer našega predsednika, gospoda Janeza Janše, tudi Zorana Jankovića. Lani pa je pač podobno bilo voden postopek tudi proti višji državni tožilki Dragici Kotnik. Zdaj omenjena državna tožilka je lani maja meseca opozorila na te stvari, na nekorektnost, nepravilnost in pa tudi izrazila močne dvome glede ustavnosti zakona, tudi tedanjemu predsedniku državnega zbora dr. Virantu. Pričakovali bi, da predsednik državnega zbora, če dobi tako opozorilo, da del ali pa en zakon ni v skladu z ustavo, da bi ta predlog, ki ga je dobil, posredoval vsaj vodjem poslanskih skupin ali poslancem. Žal, gospod Virant tega ni storil. Zdaj, glede na to, pa, da je gospod Virant prava vešča oseba, pa si domišljam ali pa predpostavljam, da je to storil iz točno določenih razlogov. Namreč, če nekdo, ki je predsednik državnega zbora in ki je doktor prava, ne odreagira kot funkcionar v državnem zboru, predsednik državnega zbora na dvom, ki ga je izrazil eden od funkcionarjev, ki je tudi pravno podkovan, potem najbrž lahko v tem primeru sumimo, da gre za dejanje, ki ni bilo izvedeno korektno oziroma tudi v nasprotju z pričakovanji od državljana, funkcionarja in pa predvsem v nasprotju z vlogo državnega zbora. Da s tem zakonom nekaj ni v redu, kažejo tudi polemike, ki so se ob tej objavi končnega poročila glede premoženjskega stanja predsednikov pojavile v javnosti. Tu poznate polemiko med nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča dr. Šturmom in predsednikom protikorupcijske komisije gospodom Klemenčičem. Posledica tega je bilo, da je protikorupcijska komisija umaknila staro besedilo zakona sa svoje spletne strani in ga nadomestila z veljavnim zakonom, kar kaže na to, da protikorupcijska komisija se ni posluževala pravega zakona. Prav tako tudi vse izjave pravnikov, tudi nekaterih bivših ustavnih sodnikov kažejo na to, da je ta zakon podnormiran, predvsem v tistem delu, kjer naj bi se zaščitile stranke v postopku, oziroma funkcionarji v postopku na preiskovalni komisiji in pa seveda v delu, kjer je izpadlo ustavno zagotovljeno pravno varstvo tistih, ki so v postopkih. Zdaj, kot rečeno, ugotovitve takega organa, kot je protikorupcijska komisija, morajo biti jasne, morajo stati, morajo biti nedvoumne in ne smejo biti dvomljive, ne smejo biti namigovanja. Nič od tega v tem ni takega, kar bi bilo korektno, kar bi stalo, ampak se protikorupcijska komisija vedno nekako skrije za neko dikcijo, ki se reče, da obstaja tveganje korupcije. Če nekdo preiskuje neka dejanja, če nekdo preiskuje nekomu premoženjsko stanje, potem mora najbrž nedvoumno ugotoviti, ali je to korupcija ali ni korupcija.
To, da se zadovoljijo z neko dikcijo, ne, da obstaja neko tveganje korupcije, po mojem mnenju, po zdravi presoji najbrž to ne zdrži. In take opredelitve protikorupcijske komisije so zelo podobne tistima, ne, ki smo jim priča v sodnem postopku proti Janezu Janši v zadevi Patria. Ne. Zelo podobno, na ist način, ne. Zgrajene, konstruirane neki domnevi, ne, in potem se iz tega naredi neka zgodba, sproži sodni postopek, ki se nikakor noče končati. Tu pa na osnovi tega poročila protikorupcijske komisije pa se je sprožil plaz interpretacij in pa seveda tudi zahtev, ki imajo lahko tudi precej hude posledice, ne samo za osebo, ampak predvsem tudi za državo. Zdaj, glede na to, da postopki na protikorupcijski komisiji potekajo na zaupen način, to se pravi, da tam sta v tem zaprtem postopku se soočita samo protikorupcijska komisija in preiskovanec, je najbrž težko naprej ugotoviti, kje so vse tiste pomanjkljivosti v zakonu. In zato se mi zdi, in se nam je zdelo pravzaprav pomembno, da bi takrat, ko je predsednik državnega zbora to opozorilo dobil, da bi sprožil postopek ali pa posredoval gradivo poslancem, da bi poslanci sprožili postopek noveliranja, poprave zakona ali pa morda bi kdo vložil tudi tedaj ustavno presojo. Tako da mislim, da v tem delu, no, kot rečeno, te stvari ne potekajo dobro. Podpisnikov pod zahtevo za presojo ustavnosti je 36. Celotni poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Podpisnik je en predstavnik Slovenske ljudske stranke, en predstavnik Državljanske liste, en predstavnik narodnih skupnosti in vsi trije samostojni poslanci. Zdaj, podpisov za presojo dovolj 30, imamo jih 36 in kar pestra zastopanost po tem podpisu. Zdaj, kaj očitamo zakonu? Očitamo neskladje z 2. členom ustave, se pravi, ki ureja poglavje pravne in socialne države, s 15. členom ustave, kjer se govori o uresničevanju in omejevanju pravic, z 21. členom ustave, gre za varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, z 22. členom ustave, ker gre za enako varstvo pravic, s 23. členom ustave, pravica do sodnega varstva, s 25. členom ustave, to je pravica do pravnega sredstva, in s 153. členom ustave, ki govori o usklajenosti pravnih aktov. Zdaj, na kratko, če to povzamem, gre v naši stvari torej za zahtevo po presoji za skladnostjo ustave in tudi za skladnostjo Konvencije Združenih narodov proti korupciji, kajti v tej konvenciji je naloženo, da poteka boj proti korupciji v skladu z načeli pravnega sistema. Pri nas pa to ni zagotovljeno. Drugič, zakon ne omogoča posamezniku, ki je obravnavan pred protikorupcijsko komisijo, pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred dokončno odločitvijo protikorupcijske komisije. Tretjič, da je zakon premalo določen po vsebinu in definiciji pojmov in ni dovolj predvidljiv pri ravnanju tega organa. In prav tako ta zakon nima temeljnih procesnih določb, s katerim bi se zagotovilo enako in enakopravno objektivno obravnavanje oseb v postopkih pred protikorupcijsko komisijo. Protikorupcijska komisija ima tudi poslovnik, ki je v delu, kjer ureja te procesne postopke v neskladju z zakonom, po našem mnenju v neskladju z zakonom o upravnem postopku. In noben podzakonski akt v tej državi ne more popraviti ali suspendirati zakonske norme.
in to je tudi eno od točk presoje, in pa seveda ni omogočena presoja, pravno varstvo zoper morebitne napake Komisije za preprečevanje korupcije. Mi torej v tej naši zahtevi predlagamo, da se razveljavi del zakona ali celoten zakon, če bo tako odredilo Ustavno sodišče. Drugič predlagamo odpravo poslovnika v tistem delu, ki povzema neustavne določbe zakona, in tudi tiste, ki nimajo zakonske podlage drugih zakonov, recimo zakona o upravnem postopku, ki sem ga prej omenil. Potem predlagamo zadržanje izvrševanja zakona in poslovnika do odločitve Ustavnega sodišča v očitanih neustavnih delih obeh aktov, in pa tudi predlagamo, da Ustavno sodišče presoja oba akta absolutno prednostno, tako da bi v čim krajšem možnem času prišli do odločitev Ustavnega sodišča o skladnosti zakona z Ustavo, zakona in poslovnika z Ustavo in pa tudi s konvencijo Združenih narodov za boj proti korupciji. Hvala lepa.